Dragi naši prvoobhajenci, kako ste? V redu? Kako ste pa starši, sorodniki? V redu? Danes je res veseli dogodek in se na poseben način vsi mi z vami veselimo, dragi prvoobhajenci, ko boste prvič sprejeli Jezusa v svoje srce. Na poseben način smo z vami, molimo za vas, vas imamo v mislih in vam želimo, da bi to ljubezen, ki se pretaka med vami in starši in med vami in Jezusom, da bi vas ta ljubezen oblikovala, utrdila, da bi res postali sočutni, ljubeči in pokončni ljudje. Mi v to verjamemo in smo z vami. Zdaj ne morem, da ne bi omenil tega, kar se je zgodilo tik pred mašo in se tudi zahvalil staršem, ki ste tako velikodušno priskočili na pomoč enemu gospodu, ki se ni dobro počutil, je tudi padel po tleh. In poglejte, prvoobhajenci, če so vaši starši pomagali temu gospodu, ki ga pravzaprav ne poznajo, za vas bodo naredili vse, ker vas poznajo in ste njihovi. Tako da s tem gospodom je zdaj vse v redu, so ga tudi prišli iskati rešilci in bo res vse v redu. Zdaj, jaz sem danes prinesel tukaj eno stvar. Se spomnite, ko je pater Primož v sredo prinesel eno škatlo? Ne? No, jaz sem pa danes tukaj, da si predstavljamo, to je neke vrste rezervoar in je transparentno, tako da si predstavljamo, da je to rezervoar ljubezni, ki je v našem srcu. Se pravi, nekaj, kar lahko napolnimo. In že ta vstopna pesem, ki so vam jo starši zapeli, a vam je kar pogrela srce, a vam je kaj napolnila rezervoar ljubezni? Ja? Je, ne? No, zdaj pa poglejmo, tukaj imam pa 5 src, ki pa predstavljajo 5 načinov, kako, bom tole kar na tla položil, kako mi dajemo pa sprejemamo ljubezen, kako se imamo radi. 5 glavnih načinov. Nekdo govori tudi o 5 jezikih ljubezni. Se pravi 5 načinov, kako vas imajo starši pa drugi vaši sorodniki in domači radi. No, prvo srce, kaj piše? Besede potrditve. Kaj bi to lahko bilo? Kaj bi bile besede potrditve strani vaših staršev? Kaj vam rečejo, na primer? Ti si moj, ti si moja hčerka, ti si moj sin, rad te imam. Vse bo v redu. Ali pa tako, kot je rekla ena moja veroučenka 7. razreda, ki je spodbujala svojega sošolca, mu je rekla, imaš to. To so besede potrditve. In to je način, kako med nami kroži ljubezen. In damo kar v rezervoar. Ko si govorimo te besede, se naš rezervoar ljubezni v našem srcu polni. Ok, gremo naprej. Pomoč. A vam starši kdaj pomagajo? Ja, ne? Pri čem pa? Pri domači nalogi, ja, kaj še? Da te peljejo na plesne. Ja, kar dosti časa preživite skupaj v avtu, ne? Ja? Da te peljejo starši na verouk, no, lepo. To so vse načini, kako vam starši pomagajo in to je eden od načinov, da vam povejo, da vas imajo radi. Ne? Se strinjamo? Ok.
damo v rezervoar ljubezni. Naprej. Objem. To je zelo jasno, ne? Ko vas starši objamejo, vi veste, da ste njihovi, da vas imajo radi, ne? Lahko bi celo rekli, da je to objem ljubezni. Zelo dobro, bravo Filip. A smo slišali starši? Objem ljubezni. Damo v rezervoar? Ja? Ok, super. No, kaj pa tukaj piše? Kaj pa to pomeni? Da ti starši posvečajo čas. Ja. In to lahko, ko vas nekam peljejo, kot smo že prej rekli, da so z vami, da se zanimajo za vas, ko vas vprašajo, kako je bilo v šoli, je to tudi en trenutek, ko jih res zanima, kako se vi počutite, kako ste vi. Ne? A se strinjamo? Ok, tudi to damo v rezervoar in zdaj še darila. Ja, no evo, starši so zelo lepo okrasili danes tole cerkev, tukaj vidimo vse te rožice, pa tamle gor je venec, pa tamle nad tabernakljem je en IHS, kot simbol svete Evharistije. To so starši okrasili za vas, je neke vrste darilo, pa verjetno boste doma, ko boste imeli praznovanje, tudi dobili kakšna darila. Ampak kaj to pomeni? Kaj pomeni to, da dobite darilo? Ja? Aha, ja, da vam dajo hrano, ja, to je lahko tudi darilo, da preživite vsekakor. Vse bi naredili, da preživite, verjemi. Darila, to ni nekaj, kar nam nujno pripada, kar moramo nujno dobiti, ampak darila so izraz spet ljubezni, ki jo imajo starši do vas. Oziroma tisti, ki vam darilo dajo. Zato vas darilo lahko vedno spomne, kako me ima ta oseba rada. Kako me ima mami rada, oči rad, teta rada, stric rad, babi, dedi in tako naprej. Da se vedno spomnimo preko darila, se spomnimo, to me ima pa res rada, to me ima pa res rad. Ne? Aha, so veseli za vas, da ste nekaj naredili, da vam je nekaj uspelo narediti. Ja, točno, bravo, zelo dobro. No, evo, vse to napolnjuje rezervoar ljubezni. No, tukaj pa imamo še podobo Jezusa, ki jo že poznate od prve spovedi. Tukaj ima pa Jezus tudi eno srce. In tako kot vam je že povedal Primož, v najglobi del nas samih, v tisto najmanjšo škatlico, pa pride Jezus in nam da svoje srce. In ravno to se zgodi s svetim obhajilom. Lahko bi rekli, da Jezus na svoj način, preko svetega obhajila, nam da vsa ta srca. Na en poseben način nas objame, na en poseben način se nam podari, je pravo darilo za nas, pravi, da bo z nami vedno, na tak način nam posveti čas. Kaj še? Potem nam pomaga, nam je na voljo, če rabimo pomoč, da se lahko nanj obrnemo, ga prosimo in posvečen čas to imamo, objemamo, pomoč imamo, besede potrditve, to bomo pa zdaj, ko bomo obnovili krstne obljube, se bomo spomnili to, kar smo postali pri krstu, ljubljeni Božji otroci, da je vsak od nas ljubljen Božji otrok, ki se ga Jezus veseli. Ja? Ok, potem pa gremo zdaj to narediti.
Zdaj pa vas povabim, da stopite naprej. Starši se bodo pa tudi postavili, pa vam bojo nekaj prinesli.